kar je najbolj pomembno, to so primeri dobre prakse, na katerih bomo poskušali, seveda, ki jih bomo poskušali širiti. Jaz bi tudi dodal, da je eno od vprašanj, ki je seveda pomembno, je, kako bomo usposobili učitelje in učiteljice, da bomo obvladovali to situacijo in seveda tu se države, ki so pod velikim pritiskom, recimo Nemčija in to, se širi diskusija seveda tudi na vprašanje financiranja. Namreč moramo opozoriti, da brez dodatnih sredstev, ki bodo vložena v to, da bodo otroci lahko ustrezno vključeni v šole, preprosto ne bo šlo. Ne bo šlo z sedanjimi omejenimi sredstvi, ki so vsako leto nižje, da ne govorim, da ne bom zdaj povedal, kako padajo sredstva za izobraževanje v Sloveniji, eno najbolj intenzivnih padenj v Evropi. Dr. Stanka Lunder-Verlič, ki se posebej ukvarja z vključevanjem migrantskih otrok v izobraževalni sistem, imate na voljo vaših 10 minut. Lep pozdrav vsem skupaj. Jaz sem na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Dejstvo je, da je ena od tem, s katerimi se ukvarjam, je seveda tudi aktualna tema in hkrati tudi aktualna problematika. Želela bi v današnjem prispevku pravzaprav osvetliti sistemsko ureditev vključevanja otrok priseljencev v slovenski sistem vzgojno-izobraževalni, hkrati pa predvsem poudariti ukrepe, ki jih je ministrstvo v zadnjem obdobju naredilo, predvsem ob tako imenovanem valu in prihodu otrok za mednarodno zaščito, od katerih ima trenutno samo en otrok že status osebe z mednarodno zaščito, vsi ostali so prosilci. Torej, dejstvo je, da v Sloveniji še ne moremo govoriti o tako imenovanem multikulturnem izobraževanju, ki je v marsikaterih državah, predvsem zahodnega dela, že precej razvito. Hkrati pa je potrebno poudariti, da so v zadnjem desetletju pa nastale temeljne podlage, ki omogočajo razvoj tako imenovanega multikulturnega izobraževanja. Prva podlaga, o kateri ste gotovo seznanjeni, je strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanje, ki je bila narejena leta 2007, čemur so sledili različni projekti, o katerih bom govorila kasneje, in pa seveda tudi smernice za vključevanje otrok priseljencev, vrtce in šole, ki so nastale leta 2012. Prav tako je bil narejen tudi kodeks medkulturnega dialoga za izobraževalce odraslih, in sicer je bilo to v letu 2010. Poleg omenjenih temeljnih podlag, seveda področje vzgoje in izobraževanja in hkrati dimenzijo vključevanja priseljencev opredeljujejo tudi zakonske podlage, ki se dotikajo omenjenega področja. Zaustavimo se velikokrat pravzaprav pri vprašanju, kdo so priseljenci. Ko se pogovarjamo z različnimi resorji, tudi različnimi ministrstvi, so seveda mnenja deljenja. Torej, glede na to, da se pri nas dotikamo na Ministrstvu za izobraževanje šolskega polja, je izraz priseljenec pravzaprav povzet iz strategije, ki sem jo že omenila, kdo pravzaprav za slovenski sistem vzgoje in izobraževanja predstavlja otroka priseljenca. Torej, glede na znanje slovenskega jezika, ki jo velikokrat ovira za res zadovoljiv uspeh v šolskem prostoru, so to tako imenovani nekdanji priseljenci, ki imajo slovensko državljanstvo. To so lahko tudi druga in tretja generacija priseljencev, ki zaradi različnih vzrokov njihovo znanje jezika še ni na tej stopnji, ki bi si želeli in ki bi omogočalo uspešno vključevanje. Potem so to osebe, ki nimajo slovenskega državljanstva, in sicer osebe s pridobljenim dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in osebe z dovoljenjem za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji. V strategiji so opredeljeni kot tako imenovani z izrazom tipični migranti. Sedaj aktualni so seveda prosilci za mednarodno zaščito in osebe z mednarodno zaščito. Torej, trenutno bi morda poudarila, je v slovenske osnovne šole že vključenih 45 otrok za prosilcev za mednarodno zaščito in en otrok, ki ima že status, medtem ko 7 otrok prosilcev za mednarodno zaščito še čaka na vpis v redne osnovne šole. Poudarila bi, da
se tukaj pojavlja tudi, smo prišli pač do nove dimenzije. Gre za populacijo otrok, ki so starejši od 15 let, torej v obdobju od 15. do 18. leta, ki bi po zakonodaji pač morali iti v srednješolsko področje izobraževanja, vendar glede na to, da so otroci brez dokumentacije in glede na to, da pri marsikaterih znanje ni zadovoljivo za vstop, so ti otroci vključeni v osnovno šolo za odrasle, in sicer je trenutno v Sloveniji v osnovno šolo za odrasle vključenih 21 mladoletnikov, torej prosilcev za mednarodno zaščito, medtem ko 3 mladoletniki še čakajo na vpis. Torej, to je tudi eno od področij, za katerega mora Ministrstvo za izobraževanje še dodatno poskrbeti, in to bo tudi eno od ukrepov, ki jih bom kasneje tudi razložila. V nadaljevanju ta priseljenci termin pokriva tudi državljane države članice Evropske unije, ki so pač postale aktualne za vstopom Slovenije v Evropsko unijo, in seveda tudi zelo pomembno, to so otroci slovenskih izseljencev in zdomcev, ki so se vrnili v domovino. Kako poteka sistemska ureditev izobraževanja otrok priseljencev? Torej, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport šolam, ki imajo vključene učence priseljencev, v 1. in v 2. letu šolanja nudi ure dodatne strokovne pomoči pri učenju slovenščine. Torej, naj omenim samo osnoven statističen podatek. Torej, na letni ravni v osnovne šole v 1. letu se vključi v povprečju okrog 1000 otrok, v 2. letu pa ostaja od 500 do 800 priseljenih otrok s trendom povečevanja tega števila. Dejstvo je, da v 1. letu šolanja seveda je število ur, ki pripada posameznemu učencu priseljencu, višje kot pa v 2. letu izobraževanja. Ravno tako to velja seveda tudi za srednje šole, kjer pa to področje določa pravilnik o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov, in sicer v 16. členu, ki sicer določa organiziranje tečaja slovenščine za dijake priseljence. Poleg tega se ob zagotavljanju sredstev za učenje slovenščine Ministrstvo za izobraževanje za priseljene učence omogoča in podpira izvajanje pouka maternih jezikov in kultur tako na osnovnih kot tudi na srednjih šolah. Poleg tega sistemskega ukrepa, ki je bil že omenjen, torej nudenje dodatnih ur slovenščine, so na podlagi te osnovne podlage strategije vključevanja otrok, učencev in dijakov priseljencev bili razpisani 3 projekti, 4. je pa sedaj v pripravi in o katerem bom še povedala v nadaljevanju. Skratka, projekti so se razpisali za letom 2008, in sicer prvi projekt, ki je vključeval tako srednješolski konzorcij kot osnovnošolski konzorcij, je imenovan bil z naslovom Vključevanje otrok migrantov v vzgojo in izobraževanje. Temu, na osnovi tega je sledil naslednji projekt Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja, ki je trajal 2 leti in v katerega je bilo vključenih 65 osnovnih in srednjih šol. Ter tretji projekt Razvoj učnih gradiv na področju slovenščine kot drugega tujega jezika, ki je postregel z dodatnimi gradivi kot pomoč učiteljem in ostalim strokovnim delavcem pri poučevanju posameznih učencev. Glede na posebej ranljivo skupino, ki se imenujejo otroci prosilci za mednarodno zaščito, je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport glede na model, ki je nastal tekom projekta, predlagal novo organizacijsko obliko za vključevanje teh otrok, in sicer se ta model deli na vojalnico in nadaljevalnico. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport poskrbi za dodatno finančno podporo omenjenim šolam in seveda omenjenim učencem. Torej, uvajalnica temelji predvsem na nekih osnovnih
temeljih socializacijskega pristopa, spoznavanje šolskega okolja in nekaj osnovnih besed. Ker dejstva so naslednja, da so otroci tako iz kriznih centrov kot otroci iz azilnega doma relativno hitro postavljeni v šolski prostor in glede na specifično skupino je ministrstvo, kot sem že opredelila, omogoča tako finančno podporo, kot tudi priporoča omenjeni model. V nadaljevanju seveda po zaključeni uvajalnici pa se omenjeni otroci vključijo v nadaljevalnico, kjer se zopet priporoča strnjena oblika učenja slovenščine. Namreč tudi v nadaljevanju Ministrstvo za izobraževanje zagotavlja sredstva v obliki dodatnih ur strokovne pomoči za učenje slovenščine in hkrati seveda priporoča, da tako kot je že sedaj ustaljena praksa, se otroke čim prej vključi v reden pouk, predvsem tukaj le mislim na začetku, gre za razširjen program, gre za poudarke pri vzgojnih predmetih, kjer je manj stika oziroma manj potreb po sami ustrezni komunikaciji in več poudarka na drugih področjih. Torej, in za zaključek, ukrepi, ki jih je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport opravilo glede na tako imenovani begunski val. Torej, vem, da ste že seznanjeni, da je ministrstvo objavilo spletno stran vključevanja priseljencev. Morda, če bi boste le delovalo tole. Bo. Tako. Kjer so pač opredeljeni, ker je opredeljen postopek vključevanja omenjenih otrok, učencev in dijakov. Poudarjene so splošne informacije tako za učitelje kot za ostale strokovne delavce, za vodstvo šol in pa seveda tudi za ravnatelje. Hkrati, kot sem že prej opredelila, glede na problematiko, ki se nam je izpostavila, tole glede na dejstvo, da so ti otroci brez dokumentacije, predvsem kar se tiče vstopa v srednjo šolo, ministrstvo pripravlja program, izobraževalni program osnovnega opismenjevanja za mladoletnike, torej za prosilce za mednarodno zaščito. Preden se bodo te mladostniki vključili v reden izobraževalen program, torej bomo poskušali za njih zagotoviti res večje število ur v obsegu med 300 in 400 ur, tako da bo neko osnovno opismenjevanje za njih poskrbljeno, preden se vključijo v program. V nadaljevanju seveda sledi dotisk gradiv za učenje in poučevanje slovenščine. Gradiva so objavljena na spletni strani Zavoda za šolstvo, tako da si jih lahko ogledate. To so gradiva najnovejša, ki so nastala lansko leto in so primerna tako za neopismenjene otroke, torej za prvo triado, kot za otroke v nadaljevanju so bile razvite za drugo in tretjo triado. Res pa je, da je zaenkrat število izvodov še omejeno in da ministrstvo pač bo poiskalo sredstva, da omogočimo dotis in se ta gradiva šolam tudi razdeli. Zelo pomemben podatek je, da se pripravlja in menimo, da bo v naslednjih mesecih, torej v obdobju enega meseca ali dva, tudi objavljen razpis opolnomočenja strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje otrok, učencev, dijakov in študentov priseljencev in hkrati za delo tudi za otroci večinske kulture, kar je izrednega pomena. In kot drugo, ta razpis naj bi Sloveniji pravzaprav postregal tudi in pripravil predlog, ki bo testiran tako na otrocih, priseljencih, ki so že sedaj vključeni v sistem vzgoje in izobraževanje, kot za priseljenci s posebnim statusom, če jih lahko tako poimenujem, torej osebe, prosilce z mednarodno zaščito in seveda otroke, ki bodo status osebe z mednarodno zaščito tudi pridobili. Skratka, ta program dela pravzaprav, ki bo objavljen leta 2000 in pilotno preizkušen leta 2018, naj bi postregel tako z medkulturnim pristopom, kot tudi z priporočenim številom ur slovenskega jezika, kot dodatne oblike strokovne pomoči.
Poudariti je tudi še naslednje potrebno, da Ministrstvo za izobraževanje sodeluje seveda resnično dnevno tako z Ministrstvom za notranje zadeve kot z Ministrstvom za delo na področju omenjenih tem, da je koordinacijska skupina, katere predstavniki, ki jo vodi Ministrstvo za notranje zadeve in katerih predstavniki je seveda večja skupina tudi iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ter da se glede na aktualnost teme Ministrstvo za izobraževanje res aktivno vključuje na različnih posvetih in konferencah na mednarodni ravni. Ravno sedaj poteka naslednji teden, gre naša skupina na Švedsko, ker je tako imenovan peer learning sistem, kjer so predstavljeni modeli dobrih praks. In ne samo dobrih praks, tudi odkriti pogovori o tem, s kakšnimi težavami se posamezne države soočajo. Ker ne glede na to, kako dobro modeli so pripravljeni, imajo prav vse države, morda na različnih segmentih omenjenega dela, težave in izzive in seveda je dobrodošla izmenjava mnenj in seveda reševanje omenjenih problemov. To bi bilo zaenkrat vse. Hvala lepa za pozornost.